Petelinsko jezero je eno izmed 17 pivških presihajočih jezer. Je najnižje ležeče jezero, zato se voda v njem zadrži najdlje, v tem obdobju pa je poledenelo. Nahaja se v bližini pred kratkim odprtega ekomuzeja, ki je jezerom tudi posvečen. Številka 17 preseneti marsikaterega obiskovalca muzeja, ki lahko v pritličnih prostorih v sliki in besedi spozna značilnosti kraških tal ter jezer, ki ob vsakem letnem času niso vidna. Tukaj imamo nivo podtalnice. In v sušnem obdobju ta nivo podtalnice pade, zato ker ni padavin. Če pogledamo v velikih nalivih, to je ponavadi čez zimsko obdobje, se v bistvu ta podtalnica napolne s pomočjo dežja. V prihodnje naj bi na območju Pivških jezer ustanovili krajinski park. Kako pester je njihov živalski in rastlinski svet, si je možno ogledati v drugem delu muzeja. Imamo tukaj različne rastlinske in živalske vrste, ki so prilagojene na ta cikel pojavljanja vode in brez vode. Tukaj bi omenil enega endemita, to je kraški škrgonožec. V bistvu je endemit našega Petelinskega jezera, kar pomeni, da ga ne najdemo nikjer drugje na svetu. V didaktični sobi, ki je namenjena poučnemu programu, lahko obiskovalci v mivki otisnejo stopinje živali, si ogledajo ljubje različnih dreves ali svetilko poiščejo človeško ribico. Ob odhodu si lahko za spominek omislite domači izdelek lokalnih pridelovalcev. Zamisel je nastala v manjši trgovini v središču Pivke, kjer je lastnica po rodu iz Danske povezala lokalne kmete. Poletje, ko smo imeli veliko zelenjave in sadja, jih je bilo več, tako da tam do 25. Trenutno se mi zdi, da imamo okoli 15 lokalne dobavitelji. Zvesti kupci so domačini, v prihodnje pa si obetajo tudi obisk turistov, ki so v Pivki pogosto tranzitni gostje. Park vojaške zgodovine je ta trend že začel zaustavljati, so se gosti začeli ustavljati, ampak je bil pa za Pivko še vedno ne dovolj turistične ponudbe, da bi se gostje zadržali dlje časa. Medtem ko v kombinaciji Park vojaške zgodovine in ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavi lep program, kjer se lahko obiskovalci zadržijo cel dan. V prvih 2 mesecih so v ekomuzeju zabeležili več kot 2000 obiskovalcev, še do konca decembra pa je obisk brezplačen.